Evo, dobar dan svima. Najprije malo na vašem lijepom crnogorskom jeziku ili mom balkanskim esperantom. Ja bih htjela stvarno zahvaliti predsjedniče, dragi prijatelju Jakov, što si me pozvao u Sloveniju, u Crnu Goru. Jako mi je drago da sam ja prva predsjednica, ne samo kao žena, nego ni jedan muškarac nije bio na službenoj posjeti u Crnoj Gori. Evo, to mi je stvarno mi puno znači. Kao predsjednica Republike Slovenije ja trebam produžiti na slovenskom jeziku, tako da stavite slušalice ako ne razumijete taj lijepi naš slovenski jezik. Evo. Spoštovani predsednik Črne Gore, gospod Jakov Milatović, cenjene predstavnice in predstavniki slovenskih in črnogorskih podjetij ter gospodarskih združenj, drage dame in gospodje. Res mi je v veliko čast, da vas lahko danes nagovorim na Slovensko-črnogorskem poslovnem forumu. Vaša udeležba, spoštovane gospodarstvenice in gospodarstveniki, kaže na interes gospodarstva obeh držav za nadaljnjo krepitev dvostranskega sodelovanja in to me seveda veseli. Najprej mi dovolite, da še enkrat poudarim, da so bilateralni odnosi med Slovenijo in Črno Goro odlični, brez odprtih vprašanj. Sodelovanje med državama zelo dobro poteka na številnih področjih. Veseli me, da gospodarski kazalci predhodnih let kažejo pozitiven trend. Naj omenim blagovno menjavo, kjer beležimo skoraj 14% rast v letu 2023. Poudarila bi lahko tudi področje investicij, kjer podatki za leto 2022 kažejo rast za 20%. In kot je rekla že predsednica slovenske oziroma direktorica Slovenske gospodarske zbornice, veliko manevrskega prostora je še za samo izboljšavo, torej lahko je še mnogo bolje. Obstaja namreč veliko, ampak res veliko neizkoriščenega potenciala za dodatno okrepitev gospodarskega sodelovanja. Danes so z mano slovenska podjetja iz različnih gospodarskih panog, kar kaže na velik podjetniški interes in dajmo prosim res odkrivati in izkoristiti te potenciale. Naj bo ta dogodek prvo poglavje vsaj ene prihodnje zgodbe o uspehu medsebojnega sodelovanja na tem področju. Kot smo slišali od predsednice Črnogorske gospodarske zbornice, Slovenija res močno podpira Črno Goro na njeni evroatlantski poti. Iskreno pozdravljam vsa prizadevanja Črne Gore za pospešitev pogajalskega procesa na poti v Evropsko unijo ter zavezanost pogajanjem z EU, vključno z izvajanjem vsebinskih reform. Pomembno je, da se približevanje Evropski uniji s tako zagnanostjo in tako vsebino seveda nadaljuje tudi v prihodnje. V obdobju prilagajanj in sprememb v Črni Gori Slovenija verjame, da bo aktualna vlada svoja prizadevanja usmerila tudi v zagotovitev varnega in predvidljivega poslovnega in naložbenega okolja, predvsem pa pravično obravnavo podjetij v upravnih in sodnih postopkih ter njihovo ustrezno pravno varstvo in zaščito. Slednje bo zagotovo prispevalo k povečanju blagovne menjave Črne Gore ne samo s Slovenijo, ampak tudi z drugimi državami in seveda tudi pridobivanje neposrednih investicij. Priložnost za okrepljeno sodelovanje na gospodarskem področju se bo ponudila tudi v okviru instrumenta za reformo in rast Zahodnega Balkana. Zavedati se moramo, da Evropska unija pogojuje financiranje projektov le v primeru ustrezne izpolnitve reformne agende strani vseh držav Zahodnega Balkana. Pri pripravi in implementaciji reformne agende lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomaga tudi Center for Excellence in Finance, ki ima sedež v Ljubljani. Spoštovani, včeraj sva z gostiteljem, predsednikom Milatovićem, ki je tudi pokrovitelj tega dogodka, imela čast nastopiti na ESG Adria Summitu. Dogodek obravnava eno ključnih tem današnjega časa, ki ima in bo imela velik vpliv na dinamiko naših gospodarstev.
trajnostni razvoj in odgovornost vseh akterjev, še posebej podjetij, glede okoljskih, socialnih in gospodarskih standardov ter njihovega uresničevanja v praksi. Odgovornosti podjetij, tako v odnosu do delavk in delavcev, okolja, v katerem delujejo, ter družbe, v kateri ustvarjajo, je vedno treba nameniti veliko pozornosti. Veseli me, da bodo ob robu mojega obiska v znak naše podpore nadaljnji krepitvi sodelovanja opravljeni tudi prvi bilateralni gospodarski posveti na ravni generalnih direktorjev za gospodarsko diplomacijo. V Črni Gori že leta posluje več slovenskih podjetij in bojim se, da bi koga izpustila, če bi jih začela naštevati. Ampak bom pa vendarle omenila en projekt, ki se je končal pred tednom dni. Projekt nove javne razsvetljave v občini Nikšič. Zakaj omenjam ta projekt? Mesečni strošek po implementaciji pametnih luči in digitalizacije in zelenih ekoloških svetil vaši občini Nikšič v Črni Gori prinese kar 75% prihranek. Račun na mesec je bil pred implementacijo tega projekta 59.000 evrov, danes je 12.000 evrov. Prihranek je res ogromen. In prihranek se je pokazal še nekje. Namreč vsi ti pametni sistemi, ki so implementirani v sistem javne razsvetljave, zelo hitro zaznajo tudi tiste, ki se ilegalno priključujejo na javno omrežje. To se je pokazalo tudi v Sloveniji, da ne boste mislili, da se to dogaja samo v Črni Gori. Javna razsvetljava v Sloveniji s pametnimi sistemi zazna vsak nezakonit priklop na javno razsvetljavo in s tem seveda na javna sredstva. Takih projektov je v Črni Gori še več, kar me iskreno veseli. In tu vse te projekte podpira tudi moj kolega Jakov Milatović. Namreč, če ste kdaj potovali po Črni Gori in niste bili samo v Podgorici, ste lahko videli, kako zelena in lepa je Črna Gora. Jaz sem že predvčerajšnjem na novinarski konferenci, ko sem bila na uradnih razgovorih s kolegom Jakovom, povedala, da je to nekaj, kar morate čuvati in očuvati. Zeleni prehod seveda ni poceni, tega se še kako zavedamo v Evropski uniji in tudi v Sloveniji, ampak eno stvar vas res prosim, tudi gospodarstvenike Črne Gore. Vse, kar delate, ne delate za čas vašega življenja, ampak delate za prihodnost vaše domovine in prihodnost vaših otrok. Če se ne boste posvetili zelenim agendam, se ne samo v Črni Gori, ampak celemu planetu v prihodnosti ne piše dobro. In vesela sem, da je Črna Gora zelena, v naravi zelena in da zelena postaja tudi v miselnosti. To je ta preskok, ki smo ga v Sloveniji že naredili. Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje, to je dejstvo. Vsi se učimo drug od drugega. Izkoristite to vrste srečanja za to, da vzamete znanje in informacije od svojih kolegov ali na slovenski ali na črnogorski strani, več glav več ve. In morda samo še ena zaključna misel. Velikokrat jo povem v Sloveniji, vsaka država je na koncu lahko samo toliko močna, kolikor je močno njeno gospodarstvo. Povečanje dodane vrednosti, ne na račun delavcev in pretiranega bogatenja lastnikov, to moram poudariti, ker to tudi ne gre v pravo smer, ampak močno gospodarstvo na koncu pomeni močno socialno državo. Gospodarstvo je tisto, ki podpira socialno državo in seveda javni sektor. Ampak javni sektor mora delati tako, da bo na koncu prihodnost lepša za vse. Ne samo za tiste, ki delate v gospodarstvu ali samo za tiste, ki delate v javnem sektorju. Delamo v javnem sektorju. Jaz vam želim res eno lepo, prijetno poslovno srečanje. Želim vam prijetno mreženje in upam, da bo posledica današnjega dogodka tudi kakšen nov posel med Slovenijo in Črno Goro, predvsem pa kakšno novo prijateljstvo. Imeli smo skupno preteklost.
Jaz sem prepričana, da imamo tudi skupno prihodnost. Slovenija bo namreč še naprej na evropski poti močno podpirala Črno goro in dovolim si še enkrat izreči misel, ki sem jo izrekla v intervjuju za Črnogorsko radio televizijo. Črna gora je svetla zvezda na tej poti. Ostanite takšni. Hvala. Hvala vam. Želim još jednom da se zahvalim predsjednicima što su izdvojili vrijeme i na ovaj način podržali poslovni forum.